Živijo, jaz sem Peter, tole je Kanal v naravo. Danes se pa z Alešem potepava v okolici Tržiča. Tole je pa današnji cilj. Evo, če ste Aleša pozabili, ker že tukaj cajta ni bil zraven, smo se glih pogovarjala, da že od Pihovca, že več kot 2 meseca nazaj, že 2,5. V glavnem, greva gor čez malo Poljano, pa je Poljana. Pol bova pa videla za dol, seveda Storžič je cilj, ne. Bova pa videla za dol, a bo šla čez Škarjev rob, ali bova kaj drugega ali pa tretjega vsekala. Malo bo videla odrazmerno, ker res pa tega nima nad sabo. Tle po južni strani sigurno ni nič snega, tam bo pa videla, no, kako pa kaj. Tako da, se strinjaš? Se strinjam. Evo, super, gremo v akcijo. Evo, bo zdajle Aleš povedal, kaj vidimo. Evo, tamle čist na desno je Palec, vmes je Zelenak, Vrtača, pol je Begunjščica, Begunjska Vrtača na desnem, Stol, Dobrča. Dobrča tukaj gor, je pa Tolsti vrh. Evo, pa ena pot naprej. Drugače, Aleš je zdajle že vodnik, praktično. Mora še zimsko, ja, še zimsko turo mora narediti, pa bomo dali na spletno stran v naravo možnost, da ga najamete, pa greste z njim, pa mogoče tudi z mano, pa kaj posnamemo kakšno turo, ne. Pa da bomo tudi uradno vodnika z licenco. Tako da, če ima kakšno željo, tako da veste, ne. Tisti, ki poznate tole pot, ste verjetno ugotovili, da sva že takoj falila. Pa sva oba vedela, ampak se toliko pogovarjava, da sva zdajle ugotovila, oziroma sva se zdajle zavedla, da nisva na pravi poti. Ampak greva zdaj kele do tele male Poljane in tam pol naprej. Lahko bi šla tudi po cesti naprej, ampak bova itak malo skrajšala. Tukaj je oznaka za malo Poljano, pa pičeva. Po 2-3 minutah vzpona po vlaki so prišla na markirano pot in zdaj nadaljujejo proti po začrtani poti, tako. Z Alešem zdajle malo debatiral oziroma malo tematiko o telih plačljivih parkiriščih in, ko bi rekel temu, nedejavnosti Planinske zveze, oziroma zakaj bi sploh bil, se pogovarjal, zakaj bi sploh bil član Planinske zveze ali pa planinskega društva, če v bistvu nimaš nobenih ugodnosti, razen 40% popusta na spanje na skupnih ležiščih. To je pa to, ne, tako da res bi lahko po najinem mnenju Planinska zveza pri vseh teh stvareh veliko več naredila za nas člane. Zdaj so pa na mali Poljani in počasi bo prišla tudi na sončka. Na mali Poljani so še konički, na gorenjski ravnini je pa še megla. Tale pot čez Psico bo pa za oba naju prvič. Za dol bo pa, če bo šla čez Škarjev rob, kar zgleda, da bo šla, ker snega ni nič, bo zame prvič. Aleš pa kot izkušen vodnik je pa že šel
Zabaval se, da prvič. Ne, nisem že šel. A res nisi šel? Ja. En je hotel malo skrajšati vzpon, pa so popravili. Alešu se pa vidi, da je vodnik ima tak ta prav pohodniški tempo. Ne vem, če vidite, piše desno lažja pot. Itek mi, da so taka norca, da grejo čez psico. Malo višjim pa tudi razgled pokazal, ker se že fino kaže. Pa so dobri razgledi. Malo čas za dihanje, pa za razglede. 14 dni nazaj bi še bolj uživala, ko bili macesni še v te lepih barvah. Drugač pa ni malo ljudi, ki pravijo, da je tole najlepša pot na Storžič. Pa zaenkrat, vsaj to, kar jaz poznam, bi kar pritrdil. Tole pogled pri Triglavu Škrlatici. Danes pa najneosoljen vrh, tam je malo desno od Škrlatice, Davški križ. Bo enkrat drugič prišel na vrsto. Aleš namreč danes po noč ni nič spal. Tako da sva malo lažji vrh zbrala, ampak kar dobro izgleda za brez spanca. Ko se je pa zdaj odprla. Spodaj je Vom pri Tržiču, tole je bil greben Košute, tole pa proti ulicam. Ful so nožji razgledi danes. Še pogled proti Primorski, zdajle levo na ekranu je Snežnik. Tole pa da ne boste mislili, da je Šmarna gora, je Šmarjetna gora in Kranj. Čas za pospravljanje palc. Je kar lep razgled tlele dol. Pravim, da je lep razgled tlele dol. Ni prav ne vem kako hudo, ampak razgled je pa lep, no pa tako mogoče kar malo zastrašujoč za kakšnega. Kako so take rušne škrbince, malo gor, malo dol. Ampak skozi pogrebeno. Bo pa zdaj kmalu prišla na pot, ki pride gor iz Žrela, pa se je po isti poti do vrha. Ma, po mojem še ne 15 minut tukaj. Prej sem omenil, da Aleš danes po noč ni spal in sva zato prilagodila turo. Zbrala lažjo turo, se pravi krajšo in tudi tehnično lažjo. Tako da mogoče tudi en primer za vse ostale, ki se mogoče kdaj ne počutijo prav olimpijsko in prilagodiš turo enostavno. No. Ni treba z glavo skoziti, ne, to so bila zmenjena in da je pa to treba iti. Gora bo počakala. No. In zdaj, če takle lep dan, si izbereš drugo turo, če pa še toliko slab, da tudi ni v redu, ali obrneš ali postaneš doma, sej, to je to malo problem. No. Predvsem, kar hočem povedati, ne z glavo skoziti. Kar sem hotel še reči, da se pravi, Alešu danes ni bilo problem mi povedati, mi je že tako zjutraj pisal, da je imel situacijo, kakšen ima pa mogoče
predvsem moški imamo to pogosto težavo z egom in ne, jaz bom z borbo, ne. Ej, ni problema, povej, turo se da prilagoditi. Aleš je bilo tudi malo v narekovajih bedno zaradi mene, ne, ker so pa zmenjena, ampak če tvoj sotrpin ne razume tega, da se ne počutiš dobro, da ne moreš te ture, da brez veze riskirati, pol pač tazga sogornika ali pohodnika ali karkoli, po mojem sploh ne potrebuješ, no. Tako da, evo, par modrih od Petra. Kar lepo gor dol višince naberava. Za tole naslednjo škrbino se pa pot iz žrela priključi, oziroma skozi žrelo. Evo ga, to je to. Tukaj žrela gor pride. Če pa vas zanima pot prek žrela, bom pa v opisu imam tudi ta video, no. Sem šel letos poleti. Upam, da se tamle videli na vrh. Malo se vidi gamse. En trop gamsov gor. Poleti drugače Storžič zasede ovce, tako da imajo gamsi vsaj po zimi gor mir pred ovcami. Počasi čas še za kakšen razgled, ne. Megla se počasi umika, ampak res zelo počasi. V Borovnic bo še kar nekaj cajta. Še malo jeklenice. Še en pogled proti ulicam. Pa najvišjim vrhovom Karavank. Najdaljšemu grebenu v Sloveniji gorskemu. Tamle gor pa že vidva vrh. Pet minut pa sva gor. Pogled za $1.000.000, kako pravijo. Dobrodošli na Storžiču. 2132, če se ne motim, je visok.
Razgled moramo še narediti, ne? Greben Košute, najdaljši gorski greben v Sloveniji. Začne se s Tolsto Košuto, konča se z Velikim vrhom, vmes je pa še, mislim, da uradno, da je 6 ali 7 2000-čakov, neuradno jih je pa še ne 5 več. Po Begunjščica, zadnji je Stol, pa Vrtača se tudi seveda vidi. Tukaj spod je Tržič, tistle je Dobrča, potem imamo tukaj spod je Tolsti vrh pa Kriška gora, zadaj so itek Julijci, tukaj dol je tudi Bled, mogoče malo bolj desno, kot sem pokazal. Krn se fantastično tudi vidi. Pa južni Bohinjski greben. V Bohinju se izgleda že megla spucala. Pa tamle je Porezen, pred njem malo desno je Ratitovec, tamle je pol tudi Blegoš, zadnje je Trnovska planota. Zdaj pa takoj se vidi, da prihajamo v Ljubljansko kotlino. Tale tukaj, ta prva, ki se vam vidi, je Šmarna gora. Zadnji Snežnik, ja. Snežnik se tudi fantastično vidi. Evo, za Alešom je Krvavec, pa imamo pa Kalški greben, pa naprej Kalška gora, tukaj so pol Kočne, pa Grintovec se seveda zadnji vidi, pa potem tale je Mrzla gora, pa Krofička, pa pol tako naprej od spodaj Jezersko, tale je po mojem Vernikov Grintovec. To bo pa to, ne? Pa smo spet na Košuti. Še selfie z vrha, pa dol čez, kaj si že rekla? Škarjev rob. Ja, tam grejo dol. Nič, kaj, gremo? Gremo. Aj. To je to. Tamle sva gor prišla, dol gre pa zdaj v Senčko. Spet so pa Reklenici, je pa sneg tle čist nepredelan, se pravi čist tak pršič, tako da tudi, da res nima smisla sploh razmišljati o njih. No, tistele Reklenice pa tale del tukaj je spomlad ali pa tudi v poletje je dostikrat poln snega in tukaj, če nimaš deres, ko je sneg trd, lahko zdrsneš in pa vprašanje, kva je. Ponovadi nič dobrega. Storžič je drugače 2000-čak, ki ima izhodišče najbližji Ljubljani. In je tudi, med drugim tudi zato, pa Kranj je seveda tudi blizu, ne, je med drugim zato zelo priljubljen in veliko ljudi ga zna podcenjevati. In zato je tudi, sigurno tudi zato, je eden od vrhov, kjer je največ smrtnih nesreč v Sloveniji med planinci. Tako da je Storžič je kar vrh, ki se ga je treba vedno lotiti s spoštovanjem, pa ne na hojladrino. Sploh tisti, ki niste izkušeni. Pa mogoče, da še dodam temu, ne, se pravi, junija na primer, na oni strani že poletje, je gor na vrh, 30 stopinj, rečeš, sej snega ni več, prideš tukaj, je pa trd sneg, kamen, ti v superjah ali pa tudi, če si v gozdarjih, nimaš cepina, nimaš deres, nimaš čist kaj tlele delati. In zato je tudi toliko nesreč tukaj, ker tukaj je res tak severna stran, kamor sonce po zimi tek ne posije.
Tole, če nazaj pogledaš, si rečeš, piše, ko pa se to neprehodno. Ja, se pa tudi že vidi najne izhodišče. A si videl gamsa prej? Ja, pa na pot se je usral. Kakšen pogled spet je. Tole spodaj je lom, oziroma po Tržišk Vom. In a se še spomnite, kdo je z Voma? Joži, naša kuharica iz Vodnikovega doma. Pa če hočete zdaj videti, je pa navskovnc. Zdaj kuha ne skozi, ampak je pogosto tam. Prav lepo se tamle med rušejem najina pot naprej vidi. V takelih razmerah so pa palice prav zlata vredne. Da se pa seveda tudi brez, ne, ampak treba malo več previdnosti pa malo več počepov delati, pa si z rokam pomagati. Še en pogled nazaj, sva pa spet na sončku. Sicer je proti soncu, ampak vseeno, nekaj se je uvidelo. Zdaj pa takole, če bi radi videli kakšne umetnine pofotka, takole Aleš, morate iti pa na Facebook stran V naravo, ke bo tam objavil to. A ste videli, Aleš skoraj špago naredi? Spet sva v senčko prišla, ampak super je, ke ni prav mraz. Oziroma sploh ni mraz, prav prijetna temperatura. Se kar dobro vidite, ne, proti ulicam. Počasi bova pa ravtu. Tole spominsko obeležje oziroma kapelico pa enkrat drugič pogledati. Zdaj pripravljen. Po dolgem času spet, koliko smo rekli, 2-3 mesece, ne? Mislim, da ja. Kako je bilo? Danes, glede na to, da sem ful slabo spal, pa da so plan spremenila, je bil ta plan B za mene ful dober, to zato, ker na tle čez to pot čez Psico še nisem bil. In zdaj imam praktično vse te poti narejene tle gor okrog. Po drugi strani, ja, sem pa tudi vesel to, glede na to, da sem res utrujen, zmozgan, pomeni brez energije, da sem prišel gor, malo zmukam proti vrhu, ampak je šlo, no. Tako da, ampak, kot je prej že Peter omenil, če nisi 100% ne v gore. Ja, pa ne sploh nekaj, kar ne poznaš. Ja, tako, točno to, mislim. Ker Dolški križ noben od naju ni bil. Tako. Pa tudi vseeno je kar precej večji zalogaj Dolški križ, kot pa tole. Točno to, mislim, in tam moraš biti 100% in ni prostora za napake, tako da sva ta plan B sem ocenil, da sem ga zmožen narediti in sem ga bil zmožen narediti. In, tako kot sem rekel, odlično. Pot gor v vzpon je ful dober. Tudi spust je dober, no. Super, ja. Ampak spust je za dol dober, ne tle gor hoditi. Ja, to je res. Jaz sem ful užival, no. Tudi tale krožna tura, to mi je bila do zdaj sigurno z lahkoto najlepša pot na Storžič. Super, ja, jaz tudi tako mislim, ja. Čeprav skozi Žrelo je tudi ful lepa, ampak ta gor je res razgledna. Razgledna je malo bolj. Pa danes so bili še razgledi, so bili ful dobri. In to res pomaga. Ta pogled tamle na greben Košute pa pol Julijske Alpe so bile super. Točno to. Res vse.
Pa ta megla dol, Ja. da ste nam fauš, kako mi gor. Točno to. Drugače tudi tehnično je verjetno zahtevna, mogoče za kakšnega zelo zahtevna, zaradi kakšnega izpostavljenega dela, ampak ja, zahtevna bi rekel. Mislim, so eni deli malo Ja. bolj izpostavljeni, ki je treba biti previden, ni Ja, pa ja. neki, ni pa neki. Ni da- ful ja, tehnično ja, zahtevno, ne, ja, spomnim, tako. spomnim. Uh, Previden je treba biti, to, bolj, ja. bolj to. Tako je. To, drugače pa to, kar je rekel, da je bil utrujen, oziroma to možgane imamo tako utrujene, pa tudi itek telo. Ne. Takrat, če imate kakšen sladkor s sabo, veste, da ni umeten sladkor, ampak kakšen sadje, da možgani začnejo funkcionirati malo boljše, oziroma malo boljše, da se malo zbudiš. No. Tako da čist, mogoče je tak na svet. To, moramo še kaj zapovedati. Super je bilo Super. spet s tabo. Ja, res, hribe. to pa res. To pa res. Tako da zdaj nova čakala spet 3 mesece. Ne, imava že plan. ja. Imava že plan. Ki ga še ne poveva. Ne. Da, to je to za danes. Imejte lep dan še naprej. Radi se majte. Lepo se imejte, pejte v naravo, pa še uživite. Tako. Kmalu se vidimo. Čau. Čau. Čau, čau.